Kdaj ste dobili navdih za pisanje knjige Griči? To so mi objavili letos pri Planinski zvezi. Ne? Jaz nisem nič napletal naprej te knjige. To ni bilo nič načrtovano že prej, razumete? Ne? Ampak zgodbe so nekje... Pisal sem pa od 73. leta naprej v Planinski vestnik, še pod Tinetom Orlom v začetku. On me je pravzaprav spodbudil, da sem se lotil tega. Je bil odličen urednik, je bil, me uspodbujal me je pravzaprav res. Pol sem pa korajžo dobil. Ne? Sprva sem bil strašno plašen in se mi je zdelo, da ne bo nič iz tega. Pa sem pa začel pisati in sem vsako leto kaj napisal in poslal na Planinski vestnik. In kakšne so te zgodbe? V čem pišete? Ja, to so moje poti. To so moje poti po rovtarskem svetu. Ja. Od Tolmina do Ajdovščine pa proti Škofji Loki. Ne? Ta razbit rovtarski svet, kmečki svet. Potem opisujete življenje ob tistih poteh ali... Tudi deloma življenje. Srečanja s kmečkimi ljudmi, ki so še živeli takrat po teh samotah. Zdaj je tisto vse propadlo, hiše so podrte, ljudje so pomrli, steze so uničene in tega sveta ni več, razen ponekod, ne, v nekaterih vaseh. Torej zgodbe imajo različne naslove? Ja, seveda. Jih nekaj naštejva? Naštejva. A pogledam not. Kar pogledajte. Začne se z Gačnikom, ne? Ta huda grapa z vojskega v Trebušo, Kojca, Rodne, Trebuša, v Trebuši rumeno cveti dren, Lašček in Lokovec, recimo, Čepovanske vrše je taka lepa kmečka zgodba o eni kmečki družini. Franica je pripoved o moji stari materi, ki je bila s kmetov doma. Tako, Jelenkin botaniki, to je malo kritično o botanikih in o idrijskem jegliču, ki rase na Jelenku. To je taka znamenita rastlina, ki so jo tudi botaniki malo pomagali uničiti svoj čas. Upisujete pa tudi svoje razgledne točke, ne? Ja, seveda. Katere so to? Ja, teh je na stotine. To je Jelenk je lahko, ne? Kovk, Porezen, Rodne, Košarica. Še jih je, saj jih ne morem našteti kar tako. Vi ste knjigo opremili tudi s svojimi fotografijami? Ne, slikami. Slikami? Moje platna so noter. Aha, dajva pogledati. To so platna. Ne. To so moje slike na platno narejene, akrilna tehnika. Tako. Pa fotografirano potem seveda. Tako. Ja, tudi zato je posebna ta knjiga, ker so noter moje slike, kot ilustracije. Ne? To je neverjetno. Ja. Vse te slike govorijo, skoraj vse, no, govorijo o teh zgodbah. To pomeni, ste ljubiteljski slikar? Ne, jaz sem akademski slikar. Ste akademski? Ja. To pomeni, je ta knjiga za vas presenečenje? Ja, je, ker nisem računal na njo. Je. In sem zelo hvaležen Planinski zvezi, da jo je izdala. Zelo, ja. Bo pa v kratkem izšla še ena moja knjiga o kmečkih domovih. Se bo imenovala Klanec do doma, številka 2. Te se pa tudi strašno veselim. Bo pa v njej kakšnih skoraj 600 risb nekdanjih kmečkih hiš na istem prostoru. Ne? Ja.
A vam povem še o naslovu? Naslov pa zato, ker v Idriji rečemo, da gremo v griče. Pa tudi, če gremo v hribe ali pa v gore. To pa za nas je vseeno. Tak se izražamo v Idriji. Torej, grič pomeni poidrijsko gora. Tudi lahko. Pa grič in hrib, vse je skupaj. Vse je skupaj. Ja, ko smo z očetom hodili ob nedeljah popoldne, ne, od doma smo zmeraj rekli, da gremo v grič. Nikoli ni bilo drugače. Hvala lepa za ta zanimiv in prijeten pogovor. Se lahko še predstavite? Hvala vam, Rafko Terpin.